Torej, pozdravljeni danes z nami. Je v moji družbi moj kolega in sicer profesor dr. Anže Burger, doktor ekonomije in pa profesor na Fakulteti za družbene vede. Ukvarja se primarno z mednarodno ekonomijo. Mogoče malčkaj več še ti poveš, Anže, s čim se trenutno bolj ukvarja, sploh v času tele krize? Proučuješ mednarodne sisteme ekonomske? Ja, pač malo spremljam, kaj se dogaja v globalni ekonomiji, tako na področju pač tega širjenja virusa, kot tudi same ukrepe malo spremljam različne po državah. Sicer pač je pa moje področje mednarodna ekonomija, od trgovine, investicij in tako naprej. Ok, glih o tem sem danes mislil govoriti, torej, da bo malo obdelala ekonomske pristope in pa posledice te krize, v kateri smo se zdaj znašli. Dejva najprej povedati, oziroma dej nam najprej malce razsvetli, kakšne bodo ekonomske posledice te krize za različne sektorje, če sploh najprej mogoče Slovenijo pogledava. Ja, po moji oceni bodo najbolj prizadeti pač prvo ti sektorji, ki so jih države prisilno pač zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki so jih prisilno ugasnile, to so pač te storitve od gostinskih, prevoz, logistika, izobraževanje, to bojo pač turizem recimo, transport, to bo najbolj na udaru. Potem sledi predelovalna industrija, ki je bila zelo podvržena zdaj temu šoku, najprej na Kitajskem, ko so zaustavili januarja proizvodnjo in to čez en mesec je prišlo tudi kot šok v globalne verige vrednosti v Evropo in druge razvite države. Tako da tu so bile pač te pretrgane verige vrednosti in nekatera podjetja so morala zmanjšati ali pa celo ustaviti proizvodnjo. Se bo pa seveda to prelilo praktično vse sektorje, verjetno ne bo sektora, ki ne bi bil negativno, na katerega ne bi bilo negativnih učinkov. Koliko se pa kaj predvideva, da bo padec BDP-ja? Tam sem bral okoli 10-17% letos, je to res? Ja, za Slovenijo je tam do 20% so različne cene. Slovenija je pač še toliko bolj rizična zaradi tega, ker je malo odprto gospodarstvo in recimo pred to krizo smo izvozili 70-80% BDP-ja predstavljal naš izvoz, in to pomeni, da če se v naših trgovinskih partnerjih, kot so Italija, Avstrija, Nemčija, zmanjša povpraševanje, potem seveda toliko bolj mi Slovenija čutimo, ker je pač naš izvozni sektor relativno bolj pomemben. Tako da sigurno bo Slovenija bolj čutila ta upad, kot pa neka večja država, kot je Nemčija, Francija. Pa si kaj opazil, so kakšne države, ki pa morda sploh še niso začutile nobenih kakšnih večjih sprememb v gospodarstvu, ali pa kakšnih situacij, da bi sploh lahko rekli, da je kriza pri njih? Po moje ne, zaradi tega, za razliko od drugih kriz, je značilnost te krize, da je v bistvu šok zajel praktično vsa gospodarstva hkrati. V roku razmaku enega meseca smo videli, se je virus pojavil povsod in šok je udaril vsa gospodarstva hkrati, in pa druga značilnost je ta, da je udaril znotraj vseh gospodarstv, je udaril pač ta šok ekonomski na večjih mestih, večjih panogah hkrati. To je zelo tak širok, hkraten, negativen supply, torej ponudbeni šok, in tukaj ne bo države, ki bi po moje bila izvzeta iz tega. Pa se ti zdi, da, vsaj kolikor jaz opažam, je eden glavnih problemov tudi v tem, da je določen del prebivalstva sploh bolj volatilni poklici, ki so odvisni od vsakodnevnega zaslužka, so tisti, ki so najbolj na udaru, seveda, ki jim je država tudi prepovedala delati, medtem ko so kakšni bolj stabilni poklici, kjer so plače z nekimi pogodbami že vnaprej predpisane in recimo javni sektor ali pa tudi šolstvo, zdravstvo in tako naprej, finančno niso toliko na udaru. Se ti zdi, da bo to lahko malo zamaje tudi samo, kako bi rekel, družbeno klimo in poveča kakšno nezadovoljstvo, razslojevanje
Bi bilo mogoče smiselno pri ukrepih predvsem upoštevati, kako krizo čim bolje razporediti med vse deležnike? Ja, sigurno ne. Eno je sam pač ekonomski vidik tega, gre za pač ta zelo asimetričen šok, saj na začetku, ne, dokler se dejansko ne zapre celotno gospodarstvo, upam, da se to ne bo zgodilo. Ampak pač ta asimetričen šok pomeni, da ena podjetja še naprej delujejo, proizvajajo proizvode in storitve, pač velik del gospodarstva pa ne, in je potrebno pač v tem šoku oziroma tej krizi prerazporediti potem resurse, dohodke, zato da se pač enakomerno nosi breme tega, te pa ekonomsko smiselno, hkrati pa tudi politično zaželeno, ne. Namreč tukaj so ljudje veliko bolj občutljivi, zlasti pač v Sloveniji smo imeli še to sovpadanje z menjavo vlade in je veliko ljudi zelo občutljivih na to menjavo vlade in negativno nastrojenih na to desno koalicijo in tukaj pač je tudi politično smotrno, da se zdaj ne samo ekonomsko, ne, tudi politično, da se zdaj nekako ta razmerja ne porušijo, da se amortizira izpade dohodkov čim večjemu, čim širši skupini posameznikov in da se ne izvzame iz tega nobenega. Ne. Ker recimo lep primer je že, kako recimo so različni ljudje bili različno udeleženi v tej krizi, je, da določeni posli, kot je recimo ena kolegica, ki se že prej ukvarjala, ne, z prodajo infekcijskih sredstev, ne, dezinfekcijskih sredstev, je trenutno v razcvetu. Ne je v bistvu ta kriza nekaj najlepšega, kar se je zgodilo. V bistvu za njo to ni kriza. Medtem ko recimo drugi posli, druge panoge, kot so turizem, pa tudi mi, ki delamo na področju osebnega stika z ljudmi, ne, na področju treninga, vadb in tako naprej, so praktično ostali čez noč brez prihodkov. Ne. Kako bi bilo tako smiselno? Kaj mora država iz svojih rezerv ekonomskih nekako črpati iz že pobranih davkov ali mora obdavčiti tista podjetja, ki lahko delujejo, zato da pomaga tistim, ki ne morejo? Kakšni bi bili tukaj smiselni ukrepi? Ja, po mojem so edini smiselni ukrepi takšni, da se to prerazdeljevanje in pa polaganje računov prestavi v prihodnost. Ne. Zdaj je potrebno zagotoviti likvidnost v smislu nadomestitve izpada prihodkov in dohodkov ljudi, ne, in potem kasneje gledati, kako se bo to razporedilo. Namreč kasneje bo stvar precej enostavna, ne, preko davkov, ki jih imamo, ne, recimo ta omenjena tvoja kolegica, bo pač naslednje leto ali pa letos plačala pač več davščin, ne, od dohodnine više do DDPO-ja, davka na dohodek pravnih oseb, ne, in v neki meri, ne, se bo ta redistribucija, ne, ta izravnava zgodila že preko samega davčnega sistema. V drugi meri preostanek te redistribucije, ne, bo šel pa pač, se bo pa pač izravnal, ko bomo začeli odplačevati ta dolg, ne, ki si ga bomo nabrali letos in pač zopet ta dolg, javni dolg, bo financiral v večji meri, bodo financirali posamezniki in podjetja, ki so pač bolj produktivna in so večji plačniki davkov, ne, tako da nek način redistribucije bo potekal v prihodnosti. A ta dodaten dolg, v katerega bomo šli preko, prej si omenjal korona obveznice? Ne, morda že takšni ukrepi? Za Slovenijo pač je tukaj najprej slovensko zadolževanje preko proračuna. Ne. Mi smo prejšnji teden izdali obveznico, smo se zadolžili za 1,1 milijarde, preventivno, ne, dokler so še obrestne mere tako nizke. Torej pač z izdajo javnega dolga, ne, bomo financirali te proračunske primanjkljaje. Zdaj, kako bo pa potekalo zadolževanje oziroma monetarna politika, denarni ukrepi na ravni EU ali pa morebitni pač tudi kakšni fiskalni skupni z korona obveznicami, ne, se pa pač
se pa zdaj so že stvari napovedali, da se že dogajajo. Edin korona obveznica, ne pa še vedno kljub željam veliko držav, pač ni še konsenza za takšno obveznico. Kaj ne bi šlo tukaj pri korona obveznici, to ne bi bilo na ravni cele EU izdano ali kako? Ja, v bistvu gre za skupno izdajo svežih sredstev, torej z obveznico, za katero stoji, garantirajo vse države članice EU. Torej ne gre za to, da pač vsaka država članica zase izdaja državne obveznice, ampak pač, da se izda kolektivno skupno obveznico in se pač potem iz tega financira potrebe držav članic. In kakšna bi bila višina tega? Ja, o tem se ni kaj dosti še govorilo. Verjetno govorimo o rangu 1 do 2% BDP-ja skupnega evropskega, namreč toliko znašajo okrog 2%, pa so prve ocene, da znašajo napovedani povprečni fiskalni ukrepi na ravni EU. Zdaj, prednost takšne izdaje je v tem, da seveda Evropska unija pokaže solidarnost in finančnim trgom to, da pač je pripravljena kolektivno stati za morebitnim asimetričnim šokom, težavam posameznih držav članic, negativna in s tem pač seveda si izposluje nižjo obrestno mero in tudi manjši pritisk na določene države članice, kot je Italija in druge bolj izpostavljene članice. Slabost seveda je pa to glavni argument, zakaj do tega ni prišlo že v prejšnjih krizah, 2010, ko smo reševali Grčijo in ostale države, je pa v tem, da pač s tem prikriva slabost posameznih. Ja, slabost oziroma slaba fiskalna pripravljenost posamezne države članice, fiskalna nevzdržnost, se lahko skrije za to nižjo obrestno mero. Druga slabost je pa v tem, da seveda se pa podraži zadolževanje državam članicam, ki pač so pa fiskalno bolj vzdržne, kot je Nemčija, Nizozemska, njim bi se pa podražilo zadolževanje, ker bi pač vsi poštevali, da je Nemčija in Nizozemska garantirata za ta skupni dolg. Tako da očitno te države še niso pripravljene plačati tako velikega bremena. Pač to je, ko skupaj sešteješ, potem se kar povečajo stroški. Pa misliš, da bo zaradi teh velikih ekonomskih razlik tudi med severom in jugom Evropske unije pa šlo do te obveznice za skupno pomoč Evropi ali bolj kaže, da ne, kakšni so trenutni utripi? Po moje se bo najprej poskušal z instrumenti, ki so na voljo preko ECB-ja, preko evrosistema, denarne politike, instrumenti denarne politike in pa instrumenti pač preko Evropske investicijske banke pa Evropskega stabilnostnega sklada, mehanizma ESM, European Stability Mechanism. Zdaj za zadnje dva, torej EIB pa ESM, bi rad sam pač spomnil, da v bistvu da se že zadolžujeta na tak način, kot de facto potem zgleda tudi zadolževanje preko korona ali pa evro obveznic. Dejansko ti dve instituciji izdajati se pač financirata z izdajo obveznic, za katero pojamčijo vse države članice, ki imajo lastniški ključ v teh dveh institucijah, po pač sorazmernem deležu velikosti prispevkov posamezne države članice. Tako da to je de facto, imamo že neke vrste evroobveznice, ki delujejo prek ESM-ja pa Evropske investicijske banke. Okay. Prej si omenil še te monetaristične ukrepe in sicer helikopterski denar. Vemo, da to boš ti bolj vedel, centralna banka, ameriški FED, je napovedala nove svežnje dodajanja denarja in sicer v kakšni količini? Zdaj, mislim, razlika med helikopterskim denarjem pa dosedanjimi tudi nekonvencionalnimi ukrepi denarnimi, to imenovane kvantitativno sproščanje, quantitative easing, je, da ta
kvantitativizem, kvantitativno sproščanje v bistvu deluje po principu, da centralne banke odkupujejo že izdane vrednostne papirje iz trga. Ne. Torej, te vrednostni papirji imajo že ceno na trgu, jih je trg že ovrednotil, ne, in zdaj centralna banka te že izdane na sekundarnem trgu, iz sekundarnega trga že izdane vrednostne papirje odkupuje. Ne. To pomeni pač, da zameno za te vrednostne papirje, torej prodajalcem, bankam in ostalim prodajalcem, zameno daje pač svež denar. Zdaj pri helikopterskem denarju, ne, gre pa za to, da bi se pač dejansko prišlo do neke oblike tiskanja denarja oziroma pač na povečanja sredstev na računu posameznikov brez kakršnihkoli prevzetja obveznosti na bilanco centralne banke. Ne. To pa pomeni, ne, pač čisto računovodsko gledano, prva težava je v tem, da bi, če bi tega bilo veliko, ne, helikopterskega denarja, da bi nastala pač velika luknja na pasivi, ne, na virih sredstev, ne, namreč prišlo bi do lahko celo izbrisa lastniškega kapitala centralne banke, zaradi tega, ker bi imela na pasivi, ne, pač izdan svež denar, medtem ko oziroma na aktivi izdan svež, na pasivi izdan svež denar, na aktivi pa pač ne bi bilo imeti, ne, torej ne bi bilo nobenih obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki bi uravnotežile ta svež izdan denar in torej stale kot neka garancija za ta svež denar. Ne, namreč dosedanja denarna politika temelji na tem, da pač centralne banke, ne, in tudi poslovne banke izdajo svež denar na način, da zameno sprejmejo obljubo, ne, od podjetja ali posameznikov, obljubo, ki jim garantira, da bodo te posamezniki pa podjetja ustvarjali neko dodano vrednost in torej neko garancijo, da bo ta svež denar naletel, ne, na večjo dodano vrednost v prihodnosti. Ne. Če samo tiskaš denar, te obljube ni, ne, in je ta obljuba prazna. Ne. Torej s helikopterskim denarjem, ne, da ne bi šel preveč v detalje, ne, drugi problem je tudi v tem, da pač centralna banka se s tem, ne, če je kredibilen helikopterski denar, da mora centralna banka odreči de facto denarni politiki v prihodnosti oziroma pač njenemu ciljanju nizke inflacije v prihodnosti. Ne. Ravno zaradi tega, ker ni na drugi strani na aktivi nobenega imetja, nobenih vrednostnih papirjev, ki bi jih lahko potem nazaj prodajali na trg, če bi hotela inflacijo zniževati, če bi bilo to potrebno. Ne. S tem, čeprav razumem, helikopterskim denarjem želijo države oziroma tudi centralna banka spodbuditi oziroma zagnati znova potrošnjo, ne? Povečati potrošnjo oziroma investicije podjetij. Ja, mislim, to je sigurno namen, ampak mislim, da ta namen se da doseči malo manj drastičnimi ukrepi, ne, kot je pač kvantitativno sproščanje, ne, se lahko, tako kot za ECB, ECB tudi razširila nabor imeti, ne, pa bonitete, kvaliteto bonitete teh papirjev, ne, se da znižati, ne, ampak vseeno pač potrebno vseeno poskrbeti, da v ozadju so neke kredibilne obljube, ne. Namreč tukaj se potem vprašanje postavlja eno ključno vprašanje, ne, s helikopterskim denarjem de facto potem centralna banka, torej denarna politika prevzame tudi ne samo fiskalno politiko, ampak tudi dejansko pač neke politične odločitve, ker tu gre za veliko prerazporejanje denarja, ne. Če vi pač vsakemu date, ne vem, 100 ali pa 1000 evrov na račun, ne, to je dejansko že neka politika prerazporejanja sredstev. V tem primeru to ocenjujem, da je to celo degresivna, ne, se pravi, da v bistvu povečuje neenakost, zato ker pač daje tistemu, ki ne potrebuje, ne, enako sredstev kot pa tistemu, ki bolj potrebuje. Ne. Ampak pač čeprav načeloma ne bi razmerja v teoriji ne bi ostala enaka, ne. V teoriji ne bi vsi od tega helikopterskega denarja dobili enako povišico, torej razlike naj se ne bi spremenile, ne. Samo vsi ne bi malce splavali gor, ne. Ampak ni pa to najbolj ekonomsko optimalen ukrep, zaradi tega, ker
Tu ne veste, kdo dejansko denar potrebuje, oziroma kdo ga bo produktivno porabil. Pri obveznicah, pri odkupu vrednostnih papirjev je pa pač tukaj jasno. Ne. Podjetja, ki so dobila denar za neke investicije ali pa posamezniki pač tudi za neke investicije ali pa potrošnjo, ne. To so posamezniki, podjetja, ki rabijo denar, ki so banke prepričale, ne, da bodo produktivno uporabljali. To je nek filter ekonomski, ne, ki je zelo pomemben, ne, sploh na dolgi rok. Ne. Vi ne morete kar denarja metati nekomu, pač mora biti sredstva, mora biti namenjena tistemu, ki jih bo pač koristno, produktivno ekonomsko uporabo. Je pa seveda to vprašanje, ne, zdaj seveda, ni tako stvar črno-bela, ne, če denarna politika dejansko ne deluje, ne, torej da se tu kreditni krč pojavi, torej da banke ne plasirajo sredstev, ampak jih nalagajo v obliki rezerv, ne, presežne likvidnosti, ne, potem pač ta denar, ne, ta denarna politika, ta mehanizem ne pride do tistega želenega cilja, to je pa do podjetij in posameznikov, da bi ga trošili. Tu pa je lahko alternativa helikopterski denar, ne, ampak po mojem treba prej ostale ukrepe sprobati. Nismo v takem tipu krize, ne, da bi bil takšen ukrep potreben. Banke pač so dobro kapitalizirane in dobro likvidne. Podjetja v Sloveniji so pač nizko zadolžena, ne, precej nižje kot pred krizo 2008. Tako da imamo še nekaj mesecev do pač prvih stečajev ali pa bančne krize. Torej se ti v bistvu zdi ta ukrep Ameriške centralne banke malce zgrešen, ne? Bi bil boljši ukrep sproščanja denarja, kot se rekel, kvantitativnega. Tudi dosti ljudi se potem, sploh v Sloveniji, ker se vedno ljudje navajeni se seveda primerjati pa pritoževati, ne, kaj mi ne delamo tako kot druge, so omenjali, da so druge države namenile veliko več sredstev za pomoč gospodarstvu kot pa Slovenija. Zdaj ti verjetno bolj poznaš te številke, bi morda malce komentiral sveženj ukrepov pri nas proti recimo Italiji, Nemčiji, Avstriji in tako naprej. Ne vem, mislim, zdaj težko oceniti, koliko dejansko bo tega denarja porabljenega, ne, ampak ocena vlade je, da bo na voljo 3 milijarde evrov, ne, za ta prvi paket, ne, to je precej denarja, zdaj na pamet, na hitro, če zračunam, ne, 3 milijarde. To je 30% proračuna, ne? Ja, ne, 30%. To je recimo 5-6% BDP-ja, ne. Celotnega BDP-ja. Ja. Še enkrat, če bo to celoti porabljeno, ne, kar ne verjamem, da bo, ampak pač to je precej več, kot so napovedi, ne, kar sem jih videl na ravni EU držav članic, ker se govori tam okrog 2%. Ne. Tako da mislim, da tukaj smo kar na veliko zastavili, kar je verjetno prav, ne, kot sem že prej povedal, glede na to, da je Slovenija malo bolj izpostavljena kot malo gospodarstvo, ne, in pa glede na to, da so nizke obrestne mere, ne. Je pa edini pač problem tukaj, da smo že precej visoko zadolženi, ne, in da smo se ravno počasi začeli zvijati iz tega primeža visokih stroškov plačevanja obresti na javni dolg, ne, ki je bilo tudi milijardo 200 milijonov smo plačevali na leto, ne, tako da zdaj bo ta znesek zopet narastel. Ampak mislim, da ukrepi so dovolj veliki v tej prvi fazi in pa dovolj široki, podobni so ostalim ukrepom v drugih državah, pokrijejo večji del teh žarišč, ki jih verjetno ta kriza bo zdaj začela prinašati od izpada prihodkov do gospodinjstev, ne, do izgube delovnih mest in pa pač zastoja v gospodarstvu, plačilne nediscipline, prekinitev verik vrednosti. Ne. Veš, kaj sem mislil še to poprašati, in sicer, če si morda kaj opazoval različne reakcije držav
na to korona krizo. In sicer vseeno se mi zdi ta gospodarska kriza, v kateri smo trenutno drugačna kot prejšnja v tem, da sicer mi nismo mogli predvideti zdravstvene krize, torej prihoda virusa in tako naprej. Smo pa v bistvu gospodarsko krizo na nek način si povzročili sami. To je pa v bistvu prva takšna kriza, ki smo si jo v bistvu sami povzročili, oziroma smo se odločili, da je bolj vredno zaustaviti gospodarstvo, zato da se lahko obranimo virusa, ne? Ker druge krize v bistvu so prišle nenadno, ne? Torej nismo vedeli za prejšnje gospodarske krize, kdaj bojo prišle. Ne? To krizo so pa v bistvu si države same zakuhale na nek način in me zanima, če si kaj opazoval različne reakcije držav, torej kako so se države spopadale s tem koronavirusom na takšen način, da so čim manj posegale v gospodarstvo oziroma čim manj nekako razbile svoj gospodarski sistem. Pa če morda tukaj lahko omeniš par takšnih primerov. Ja, recimo lahko pogledava Kitajsko, Južno Korejo, Tajvan kot tak dober zgled, ne, se ga zdaj daje, pa pol malo primerjava z EU pa Slovenijo. Ne. Evropo, ja. Zdaj, Kitajski, kakor je zdaj v drugi fazi spremljala dobre ukrepe, ne, so bile velike kritike, da je prve 3 tedne, konec decembra, prve 3 tedne je v bistvu celo prikrivala, ne, ta virus, ne, in ni pravočasno ukrepala. Ne. Zdaj potem, ko je to prišlo na dan, ne, pa ko so videli tudi sami, da se to zelo hitro širi, ne, so pa pač cela mesta zapirali, karantena, prepoved zbiranja in gibanja ljudi, ne. Tudi masovno so izolirali ljudi na hitro, v parih dneh so ne vem koliko bolnišnic odprli, ne. Podaljša so praznike zapirali, borzo in tako naprej. Tako da je bilo v neki fazi okrog 760 milijonov ljudi je bilo pač neko obliko karantene. Ne. In to je povzročilo velike gospodarske stroške na Kitajskem. Ne. Zdaj so ocene, za prvih 2 mesecih je industrija upadla za 16%, privatni sektor za več kot 20%, investicije za četrtino so upadle. Ne. So bili oni bolj prizadeti ekonomsko kot Evropa, Slovenija? Po mojem mnenju, ja, zato ker so pač bolj res stroge, restriktivne ukrepe začeli izvajati. Ne, dejansko, da tam je prišlo do dejansko čistega zaprtja. Ne. Tako da, po mojem, tukaj ta prvi šok je bil precej velik, ne. Večji, kakor pri nas verjetno. Ne. Tako da, pa okrevanje? Okrevanje, ja. Zdaj po nekih ocenah naj bi zdaj do 15. marca že 80% zaposlenih se nazaj vrnilo na delovna mesta. Ne. Tako da v bistvu je to prvo ukrepanje že se pojavilo, ne, ampak zdaj pa že lahko beremo v bistvu, da so pa zdaj deležni tega bumerang učinka, ne, ko je pa z zamikom prišlo do zaprtja pa zmanjšanja potrošnje oziroma povpraševanja v zahodnih državah, ne, EU in ZDA pa v ostalem svetu, in zdaj pač kljub temu, da Kitajska ima že pripravljene kapacitete, je pa padlo zelo povpraševanje, kar vidimo tudi na cenah nafte, recimo, ne, $20 na sodček, ne, v nizkoši niso bile od leta 2001 naprej. Ne. Tako da pač Kitajska je tudi precej velike ukrepe pripravila, ne. Kitajska, če jaz to razumem, je na hitro vse zelo drastično zaprla, ampak je potem tudi zdaj prej stvari sprostila. Ja. Prej so se vrnili v normalno stanje zaradi hitrih ukrepov. Tako je, ja. Pač takoj, ko so oni zajezili, ne, so začeli odpirati mesta in delovna mesta in sicer imajo še vedno te preventivne ukrepe, da pač merijo temperature, da morajo maske nositi zaposleni, ampak v bistvu so, kar se da hitro, ne, so zagnali proizvodnjo, ne. Tudi oni so zelo hitro zagnali, recimo, te proizvodnje zdravniških mask, se jim je povečala kapaciteta v parih tednih iz 16 na 150 milijonov na dan, ne. To je pač zelo fleksibilni so bili tukaj, ne. Potem recimo v Hubei, ne, so poslali 426 tisoč zdravnikov pa
zdravniških sester, ne, iz drugih provinc, ne, kitajskih parih dneh, ne, tako da tukaj se pozna, ne, da so veliko bolj organizirani, ne, kot smo pa v Evropski uniji lahko. Ne. Ampak pač tukaj verjetno ukrepi pa ne bojo taki kot za leta 2008, pa potem kasneje 2015, ne, ko so imeli težave zaradi tega, ker pač se Kitajska sooča z malo hujšimi makroekonomskimi okoliščinami, neugodnimi, ne. Tudi recimo velika domača zadolženost, ne, ki je narasla iz 130% BDP na 250 danes. Potem tudi ta bazična bilanca, torej tekoč račun plus torej ta FDI, torej tuje neposredne investicije, ne, je padla iz 16% BDP pred krizo 2008 na samo 1,5% BDP-ja danes, ne. Torej, iz 16 na 1 so tuje neposredne investicije padle. Ne, pač ta bazična bilanca, torej presežek na tekočem računu, recimo izvoz, uvoz, blaga in storitev, plus če štejemo še neto pritoke tujih neposrednih investicij, ne, je to znašalo 16% BDP, sredstev je Kitajska pridobivala, ne, neto kot priliv iz tujine, ne. Zdaj tega denarja danes skoraj da ni več, ne, kot rečeno, samo še 1,5% je teh neto prilivov, ne, v državo, torej je veliko bolj odvisna od samega sebe, od svojih trgov, kot pa od tujih. Kako misliš, da bo to vplivalo na Kitajsko, ker je do zdaj bila neke vrste manufaktura celega sveta? Zdaj so tudi druge države videle, da je nekako problem tega, če si samo odvisen od ene države, iz katere uvažaš izdelke. Bo to morda spodbudilo evropske države, da malce več namenijo na samooskrbo, pa Kitajsko na drugi strani, da malce bolj odpre svoj notranji trg in razvija tudi svojo notranjo potrošnjo in porabo? Kaj misliš? Ja, to se že dogaja. To je že Trump tudi začel s to svojo trgovinsko vojno, ne. Kitajce skušajo prisiliti, da se obrne malo bolj tudi na notranje povpraševanje, ne, pa da ni več toliko odvisno od tega motorja, izvoznega motorja. Druga stvar, kot vidimo, ne, tudi Kitajska že sama po sebi se tega zaveda, ne, in je zelo začela omejevati zadolževanje na lokalni ravni, ne, sicer zdaj ga je nekoliko sprostila za tole korono, ampak se zaveda, da visoka zadolženost, ne, ko štejemo še javni dolg skupaj okrog 300% BDP-ja, ne, tudi za tako hitro rastoče pa nizko razvito gospodarstvo, kot je Kitajska, ni vzdržno na dolgi rok, ne, in pač se napihujejo baloni od nepremičninskih do borznih, tako da Kitajska se tega zaveda, ne, da če bo prisiljena malo bolj se obrniti na notranji trg, notranje povpraševanje, je nujno potrebno pač, da svoje banke očisti, svoja podjetja očisti presežnih dolgov, ne. In zdaj pač je obdobje tega čiščenja, ampak na žalost se je pač prišla še tale kriza, ne, ki je pač to obdobje čiščenja malo podaljšala, ne. Ja, vsekakor Evropska unija pa tudi bo začela pač malo bolj biti previdna, kar se tiče globalnih, torej pač teh globalnih verig vrednosti, in verjetno podjetja ne bodo več hotela biti tako odvisna od ene same države, in to se že dogaja, pač veliko multinacionalk že seli del proizvodnje, da niso na Kitajskem, ampak da imajo še rezervo pač v drugih azijskih državah, ali so bliže v Evropi, v vzhodni Evropi. Pa se kaj opazil, so kakšne od teh večjih, pomembnejših gospodarskih držav takšne, ki pa niso toliko posegale v gospodarstvo, ki so pač imele bolj ta hands-off approach, ne, pristop. Recimo vem, da Britanija na začetku je vzela zadevo zelo lahkotno, pa v bistvu niso imeli skoraj nobenih restrikcij na poslu, se naprej potekal in tako naprej. Se ti zdi, da je bilo to zgrešeno, ali so popustili predvsem pod medijskim pritiskom? Delno je bil medijski pritisk, delno pač pa videli, da če tega ne zajeziš, ne, da v bistvu ni zdravstvenega sistema, ki bi zdržal takšnega števila tako hudo bolnih, pa potrebnih res te intenzivne oskrbe, ne, pač ga ni. Nimamo ne osebja, ne aparatur, ne sob, ne. Sploh, ko se prišteje zraven še dejstvo, da velik del
prej ali slej velik del tudi bolnišničnega osebja, ne, oboli, ne. Tako da, po moje edina prava strategija, ki se je tukaj izkazala, je čim hitrejše zajezitev pa identifikacija teh žarišč tega virusa, sledenje tega virusa pa omejitev čim bolj na lokalni ravni, potem pa pač neko uravnoteženje, ne, tega na eni strani problem presežne kontrole, torej karantene, na drugi strani pa pač premalo ukrepov za preprečevanje širitve virusa, ne. Torej ta trade-off na žalost vedno obstaja in je pač treba počasi sproščati število obolelih, kritično obolelih, ne, v zdravstveni sistem, pa se gleda čim prej, ko bo možno, je neka izhodna strategija, da se začne odpirati gospodarstvo spet nazaj. Južna Koreja je recimo en tudi primer, ker v bistvu praktično niso kaj dosti ukrepov, takih, ki bi delovali, ne, za blaženje gospodarske krize zaenkrat še dali, ne. Oni so predvsem to krizo ukrotili, da so takoj, ko je prišlo v dveh večjih mestih, ne, do večjega izbruha tega virusa zaradi nekega verskega kulta, ne, so pač takoj zagnali to large-scale testiranje pa sledenje. In tudi oni so po 12,000 testiranj na dan so opravili, kar je 3-krat več na prebivalca, 3,5-krat več na prebivalca kot Italija, ne. Tudi uvedli so recimo te drive-thru testne točke, kjer je lahko vsak prišel s svojim avtomobilom, so mu pobrali na okencu, na enem okencu pač sample, na drugem okencu tačo in tako naprej, ne. Cele tovarne so dezinficirali takoj, ko je imel nekdo en sam zaposleni okužbo, ne. Tako so znižali precej, ne, iz 850 dnevno novih na 125 danes, ne. Wow. To je res majhna številka za tako veliko populacijo. Tako da pač to moraš zelo zajeziti hitro, ne, čim prej tem bolje, ne, ker ko se enkrat začne širiti, se potem eksponentno širi in izgubiš pač sledenje. Ja, tukaj me je zanimalo, sam sem malo raziskoval zadevo in me zanima tudi tvoje mnenje, kako bi pa države lahko mogoče boljše razporedile sredstva oziroma boljše organizirale, omenil si zdravstveni sistem. Torej, kako bi ga lahko boljše organizirali v prihodnje tudi, da bi te šoke lahko vzdržali. Zato, ker če prav razumem, mi imamo toliko stroge ukrepe, tudi zaradi tega, ker zdravstveni sistem sicer ne bi mogel posrkati števila okužb. Bi bila tukaj mogoče boljša varianta, da bi imeli malo več centrov za take nujne primere, več takšnih bolnišnic, presežnih bolnišnic, recimo temu, je bil tukaj mogoče problem te optimizacije pred krizo, da je bilo vse v bistvu optimizirano na točno število bolnikov, ne, in se pa zdaj posledično soočamo s premajhnim številom postelj, premajhnim številom respiratorjev in tako naprej. Bi mogli imeti te stvari. Zdaj po bitki je lahko biti generalne, ampak pač upam, da se bomo nekaj naučili iz tega, ne. Prvič pač treba biti vnaprej pripravljen, ne, preden pride naslednji virus, ne. Torej treba imeti precej večjo zalogo, kot smo jo imeli mi recimo v Sloveniji, ki je praktično da ničelno, ne, vseh teh zaščitne opreme, ne, od testiranj do mask, razkužival in tako naprej, ne. Potem treba je pač tudi imeti nek rezervni scenarij, kako povečati, kako zagnati mogoče domačo proizvodnjo teh nujno potrebnih, ne, preparatov pa zaščitne opreme. Potem pač treba imeti tudi seveda jasno postavljen in testiran nek plan, nek načrt v primeru takšne pandemije, ne, da se pač načrtuje število prostih postelj, ki jih lahko sprostimo, ne, kje pa tako naprej, ali pa pač neke ločene, izolirane enote, ne, za nalezljive bolezni, ne. Potem pač tudi priprava ukrepov, ne, po stopnjah, ne, torej
katere ukrepe omejevalne, da se ublaži ta pandemična krivulja, ne, širjenja, ko se virus pojavi, ne. Torej, da ne reagiramo prepozno, ker tukaj res vsak dan šteje, kot smo videli v Wuhanu, ne, v provinci Hubei, ko so 3 tedne zamudili, je prišlo do dejansko izredno velikega izbruha, ki pač je bil precej manjši v drugih kantonih, ne, ki so prej reagirali. Ne. Bi tukaj mogoče lahko omenila, ne, da sam si recimo rekel pri Južni Koreji, da so vse hitro zajezili z prvič kompetentno hitro akcijo, pa z nekimi hitrimi, učinkovitimi testi. Ne. Se mi zdi, da države premalo sredstev in truda in financ vlagajo v to, da bi spodbudile tudi samo privatno inicijativo oziroma dovoljevale privatno inicijativo pri iskanju ugodnih testiranj. Recimo, ekonomist Paul Romer je rekel, da bi bila najboljša rešitev za to krizo v bistvu, da najdemo testiranje, ki bi bilo tako ugodno kot jutranja kava. Torej, en tester, ki bi bil podoben kot, ne vem, test nosečnosti, ki v parih minutah praktično lahko z lastno slino oziroma z krvjo ugotoviš, ali si bil okužen, nisi bil, za nek majhen znesek. In na ta način, če bi uspeli celotno populaciji to, da vsak dan v bistvu upravi test, bi se praktično lahko vsi tisti, ki so okuženi, šli v karanteno, vsi ostali bi pa lahko normalno naprej delali. Zakaj tukaj države več efforta ne vložijo v take stvari? Ker sem odkril že kar nekaj privatnih laboratorijev, ki so take rešitve pogruntali in jih ponujajo. Zdaj se dela na tem. Ne? Jaz sem pač tudi gledal pred kratkim en seznam, ki je seznam vseh odprtih, torej v pipelineu teh seroloških testov pa RT-PCR testov, ne? In teh je čez 300, ne, zdaj teh, in pa so pač seveda v različnih fazah, ne. Države se zavedajo tega in pač tudi ZDA pa ostale države so zmanjšale omejitve, skrajšale proces, ne, da pride takšno zdravilo na trg in se ga lahko začne na veliko proizvajati, ne. Se pa strinjam, pač v idealnih pogojih je to idealna exit strategija, torej izhodna strategija, torej da se čim bolj redno, ne, pa v čim večji meri izvaja to testiranje. Ne. To bi morali začeti, ne, sicer zdaj to lahko, ampak v manjši meri lahko začnemo, dokler pač ne pride do dejanske večje proizvodnje pa razpoložljivosti teh 2 testov, lahko vsaj bi začeli v prvi fazi, ne, z nekimi rednimi na par dni testiranji, nekimi sondažami na ključnega vzorca 1000-2000 ljudi, ne, v Sloveniji recimo, in bi pač izvedli ta 2 testa, ne, torej imamo te 2 testa. Prvi je pač ta RT-PCR test, ki v bistvu je analiza tega RNA-ja in identificira, ali je prisotno v telesu ta virus, torej to ti pove, ali je pozitiven, pomeni, da je posameznik kužen, ne, trenutno. Ampak poleg tega, ne, ta test ni dovolj, ne, ker hočemo povedati tudi, ali je nekdo že prebolel ali ne, da ga lahko spustimo ven. To je pa ta serološki test, ne, ki pa gleda za prisotnost teh protiteles v plazmi in nam pa pove, ali je nekdo že prebolel, ne. In v bistvu pač ta dvojni test bi mogel vsak narediti, ne, preden ga spustimo ven, in sicer ta serološki test mora biti pozitiven, torej je nekdo že prebolel, ta drugi RT-PCR test pa negativen, torej ne prenaša, ni več kužen, ne prenaša bolezni več. Zdaj, problem v tem je, da pač teh testov zaenkrat ni na voljo, ne, v takih količinah, jih enostavno ni, ker so bottlenecki, ker farmacevtska podjetja imajo pač velike omejitve pri proizvodnji, kot rečeno so se te verige porušile, ne, in ni dovolj razpoložljivih testov, kljub temu, ja, da že imamo ta serološki test, tudi jaz gledal, se dobi že za tudi po 10 in manj dolarjev, to pomeni, da pač res ni velik strošek, ne, medtem ko pač te RT-PCR testi so pa nekoliko dražji, ne, tam okrog $50 naj bi znašal pač tak test, zato se jih tudi manj uporablja, ne, ker so pač toliko dragi.
Ampak so tudi, sem bral, neki cenejše alternative. Sam, če so te testi torej že narejeni, že izumljeni, delujejo, praviš, da stroški so tudi pod $50, tudi jaz sem našel par laboratorijev, ki imajo te teste za 10 ali manj dolarjev na test. Bi mogle tukaj države kaj odkupiti pravice, da vsaka država, če bi to proizvajala sama, vse verjetno test proizvesti, ko je enkrat že odkrit, če je strošek toliko nizek, ne more biti kakšna znanstvena fantastika, ne? Ne, saj ni ga težko narediti, ko je iznajden. Kot rečeno, problem, kot sem jaz bral, je problem v tem, da enostavno ni dovolj kapacitet, ne. Ni dovolj sestavin, da bi se na maso to, ne, za Slovenijo bi rabili potem, ne vem, za 2 milijona prebivalcev, vsaj 2 milijona teh testov, ampak to, če pogledamo za Evropo, bi rabili potem 500 milijonov. Če bi sam enkrat hotel testirati vsega, rabiš pa verjetno večkrat testirati, ne, ker niso vsi že okuženi. Tako da teh kapacitet zaenkrat še ni. Ne. Ja, torej to je sigurno tudi ena stvar, na katero se bojo mogli za prihodne viruse, pandemije, gospodarstvo oziroma države bolj pripraviti. Pa tudi, če se želimo prej vrniti v normalno življenje, ker iskati cepivo je bistveno bolj kompleksno, pa dlje časa traja in do takrat čakati bi bilo slabo. Vsekakor, tudi to sem hotel poudariti. Niti en ekstrem, niti drugi ekstrem nista prava. Prvi ekstrem bi bil, da sprostimo vse omejitvene ukrepe danes in pač pustimo virusu, da naredi svoje. To bi zahtevalo veliko življenj in sigurno to ni vredno tega, tudi če gospodarstvo steče naprej. Drugi ekstrem bi bil pa ta, da počakamo, dokler zadnji Slovenec ni okužen, ampak to je lahko več let, recimo, ali pa 1 let in pol, dokler ne pride po napovedih, ne bi trajalo, da pride cepivo za korona-19. Nekje vmes je neka verjetno prava pot, ta točka obrata, kjer bo dovolj ljudi prekuženih, ampak zopet, zato pa rabimo te redne serološke teste, delati vsaj na vzorcu, da se oceni, kdaj bo dovoljšen del prebivalstva prekuženega, da lahko napovedujemo, da bo dotok teh težje bolnih, sam po sebi tok nizek, tudi potem, ko sprostimo gospodarstvo in pač sprostimo gibanje ljudi in tako naprej. Ampak torej ta dva testa pač sta pa nujno potrebna, če hočemo to točko iskati pa zagnati gospodarstvo. Kakšen se ti pa zdi ukrep, to idejo vem, da so preizkušali tudi v Britaniji nekaj časa, pa v par drugih državah, in sicer, da bi pustili gospodarstvu, da teče normalno naprej, medtem ko bi pa svoje resurse države raje usmerile v to, da res dobro zaščitijo samo ogrožene skupine. Torej starejše ljudi z respiratornimi težavami, drugimi obolenji in tako naprej. Se ti zdi to čisto iz ekonomskega stališča, torej če imaš omejeno število resursov, pa jih raje usmeriš v ljudi, za katere vemo, da imajo največjo možnost, da umrejo za tem virusom, pa pustimo tiste, ki imajo manjšo možnost, da pač delajo naprej in v bistvu zalagajo blagajno, s katere pa lahko spet ščitimo te najbolj ogrožene. Se ti zdi ta pristop smiselen, bi lahko deloval, ki je deloval? Ta ukrep je smiselen, ampak ne kot prvi ukrep. Kot prvi ukrep je po mojem mnenju zelo škodljiv, to, kar je naredila Velika Britanija. Prvi ukrep po mojem mnenju mora biti pač čim hitrejša identifikacija, izolacija lokalno, če se da, če ne pa pač na ravni države, da se čim bolj intenzivno zajezi širjenje tega virusa in se potem sprošča, ko se ta virus sploh na Kitajskem uspešno, upajmo, omeji. Ta ukrep, ki si ga omenil, je pa smiselen kot zadnja faza, oziroma kot faza po tej točki obrata. Po tej točki obrata, ko se oceni, da je že dovolj prekuženih, da lahko ljudi, tiste seveda, ki imajo pač ta recimo pasuš, ki ga dobiš s pozitivnim pa negativnim testom na te dva preomenjena testa, da jih lahko spustimo nazaj na delovna mesta, ampak ključno
ključen korak pri tem pa mora biti tudi zaščita, ne, še večja zaščita torej starejših oziroma pač te bolj tvegane populacije, starejše pa pač tiste z nekimi kroničnimi boleznimi, ne. Tako da ja, ta ukrep je potem pač v zadnji fazi ukrep primeren, po mojem. Ne pa kot prvi korak. Okay. Zdaj pa, če greva malo v to, kakšne bojo pa posledice, ne samo ekonomsko, morda malo širše družbeno, državno, politično in recimo temu psihološko, ker mnogo ljudi, kljub temu, da so omenila, da ekonomske posledice so velike, bojo velike, ena večjih kriz v bistvu ekonomskih, ampak mnogo ljudi je tudi sploh v Evropi nekako izpostavilo to, da imamo zdaj večjo možnost, da se nekako posvetimo stvarem, ki se prej ljudje niso mogli, da morda malce bolj preizprašajo, koliko je smiselno nadaljevati s tempom življenja, ki so ga imeli prej. Morda, vsaj jaz osebno čutim, da kaj misliš, se države pa ljudje malce bolj obračajo zdaj iz globalizma v neko drugo perspektivo, malce bolj lokalistično. Zdaj so videli tudi, da če smo preveč odvisni od mednarodne ekonomije, ne, od trgovanja, tako kot Slovenija recimo, ne, kot izvoznica, da smo lahko bolj ranljivi v takih situacijah. Kaj misliš, bodo ljudje postali malo bolj lokalistični, torej malo manj nagnjeni k potovanjem, manj nagnjeni k, ne vem, svetovljanstvu, bo pa šlo malo do zapiranja meja, kakšnih takih neprijetnosti? Ja, sigurno v prehodnem obdobju, sigurno za nekaj let sigurno to lahko pričakujemo. Zdaj to bi se verjetno po mojem tako že samo po sebi nekako dogajalo, ne, vsaj tako, ko jaz spremljam te globalne verige vrednosti, se že nakazujejo prvi znaki, da so se začele krajšati, postale bolj regionalne, ne, ker pač namreč te največji centri proizvodne in outsourcinga, kot je Kitajska, ne, pa druge azijske države, ne, so postali zdaj vsako leto dražji, ne. Na Kitajskem moramo vedeti, nominalna rast plač je bila v zadnjih letih od 18 do 10 do 18% na leto, ne. Torej stroški so naraščali in tudi podjetja so sama po sebi že relocirala proizvodnjo, bodisi v druga gospodarstva, bodisi pa pač bližje svojemu domačemu trgu, torej ta backshoring nazaj ali pa nearshoring, ne, bližje torej lastnemu domačemu trgu. Vsekakor bo pa ta kriza povzročila še, da se bo še dodatno pospešil ta proces, ne, da bodo podjetja začela malo bolj biti previdna, da bodo polagala več pozornosti temu, da imajo rezervo, da imajo večje zaloge. To se je zdaj izkazalo, ne, zaloge so bile zelo nizke in samo en mesec nedelovanja Kitajske te lahko odreže popolnoma, ne, in potem še mesec traja, da pride nova pošiljka iz Kitajske po morju do Evrope, ne, in si isto 2 meseca lahko brez inputov. Ja, brez surovin. Tako da podjetja bodo vsekakor premislila te svoje strategije nabav in pa organiziranja verig vrednosti, našla bližje dobavitelje, mogoče bolj avtomatizirala proizvodnjo in se zanašala manj na delovno intenzivno proizvodnjo, ki je sicer cenejša, ampak bolj oddaljena in bolj ranljiva za takšne šoke globalnih verig vrednosti. Kaj bi pa rekel, če so glih pri šokih, ki si prej omenjal, bolj kompetenten, boljši odziv azijskih držav, ne, na to krizo, recimo Koreja, Tajvan, Kitajska. Bi rekel, da imamo tukaj velik problem mogoče v Evropi, predvsem tudi z pomanjkanjem nekih kompetenc odločanja. Recimo sam primer, ki si že prej omenil, koliko hitreje so se odločali pa postavili, zagnali proizvodno zaščitne opreme in tako naprej v Aziji, pa če primerjamo pri nas v Evropi. Pa tudi, če recimo primerjamo samo določene agencije, ki bi mogle skrbeti za javno zdravje, tudi pri nas recimo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, se mi zdi zelo nekompetentno, da imamo toliko enih ljudi zaposlenih tam, ki so študirani,
bi mogli obvladati te zadeve o epidemijah in ti potem na koncu dajo, če se spomnimo na začetku, ko je prišel ta virus v Slovenijo, ti na koncu pol dajo mnenje oziroma nasvet, da nošenje mask ne pomaga, da je dovolj, da si umivaš malce roke, kot bi poslušal mojo staro mamo. Torej, v čem je smisel, da toliko enega denarja trošimo v neke agencije, v neke zdravstvene sektorje in tako naprej, ki na koncu, ko pride do resne situacije, pa vidimo, da sploh ne delujejo tako, kot bi mogli delovati. Kako bi to naredili, da so ti ljudje bolj odgovorni, da so bolj kompetentni, da imamo hitrejše odločitve? Po mojem je to posledica dveh stvari. Eno to, da smo mogoče malo zaspali, ne? Bili smo zdaj res ni bilo 12 let nobene krize, pa pandemije sploh ne, ali pa kakšne take večje naravne nesreče, ne? Tako da to je ena stvar, druga stvar je pa, da mogoče ni bilo dovolj pozornosti in tudi denarja namenjenega temu, ne? Iz proračuna bo zdaj morali več sredstev za to preventivo, za civilno zaščito, za vzpostavitev nekih preventivnih ukrepov in pa povečanje pripravljenosti države za takšne izbruhe ali pa druge naravne nesreče in upam, da se bo to zdaj postavilo nekako pred ljudi, da je potrebno več sredstev nameniti za takšne ukrepe in pa mogoče kakšen evro manj nameniti za cel kup stvari, ki jih mogoče si država jih ne rabi, oziroma mi državljani ne rabimo in si jih ne moramo privoščiti, ne, od financiranja stoterih nevladnih organizacij naprej. Ne. Ja. Misliš, da je to potem tudi čas, ko bi lahko država malce reformirala in reorganizirala celoten budžet oziroma celoten sistem potrošnje, pa morda malce premislila, kje ima kakšne viške, ki bi jih lahko odvzela in jih namenila ravno temu, kot si dal omenil, torej preventivi. Ja, mislim, tudi izven, če zavzamemo ta koronavirus, ne, v splošnem imam jaz občutek, da je država precej zanemarjala tiste ključne dejavnosti, ki jih mora opravljati kot država, ne. Če pogledamo sam opremljenost vojske, policije, ne, bazična, osnovna, primarna dejavnost države. Ne. Taka dejavnost, katere se vsi strinjamo praktično. Ja. A ne, mi dajemo še enkrat premalo, mislim, samo 1% BDP-ja namesto 2% namenjamo za vojsko. Nimamo dovolj vojakov, ki niso dobro opremljeni, isto velja za policiste. Ne. In potem, ko pride en tak virus ali pa prej 2015 imigracije, ne, potem smo čisto na čistini. Ne. Potem druga stvar so investicije v infrastrukturo. Ne. Mi kupujemo tukaj ne vem koliko drage vagone in vlake, imamo pa neke starodavne tire, železniško infrastrukturo. Torej, država bi mogla primarno poskrbeti, da je dovolj financiranja za te primarne dejavnosti, potem pa kar ostane, pa potem po nekem packing orderju naprej razdeljevati na šolstvo, zdravstvo in ostale nekoliko manj pomembne dejavnosti. Ja, sploh v taki situaciji je čas, ko se mogoče ljudje malce spremenijo vrednosti sistem, zakaj je potrebno trošiti. Morda je ravno to primeren čas za to, da se tudi ljudem bi morda sprejeli tudi take reforme, torej da država zniža odhodke oziroma trošenje na tistih ravneh, kjer pa vidimo, da bi lahko delovale same od sebe, ne? Namesto da bi pokrivala država njihove izgube. Zdaj mogoče za konec, da oba delava v bistvu sploh ti, ne, na področju znanosti, ampak tudi v enem izobraževanju. Jaz tudi v bistvu na nek način na področju podajanja znanja. Se ti zdi, da bi lahko, oziroma zdaj, ko sam delaš tudi online izobraževanja, ne, na fakulteti, kako se ti zdi, da bi lahko te spremembe vključili tudi po koncu te krize v izobraževalni sektor? Kako bi se lahko izobraževalni sektor spremenil
pa bil bolj učinkovit morda? Zdaj, na nižjih ravneh ocenjujem, da kar je omejitev jezik, ne, in tudi je prav, da pač na tej primarni pa sekundarni ravni izobraževanja pač gojimo materni jezik, ne. Medtem ko na terciarnem izobraževanju pa po mojem mnenju bi lahko se več posluževali teh komunikacijskih orodij, ne, ki jih zdaj odkrivamo, ne, na novo, čeprav so že dolgo časa, ne, na razpolago. Seveda ne gre za čisto nadomestitev, ne. Bi pa lahko pač recimo več vsebine namenili temu, da se posluša recimo prej posneta predavanja, ne vem, 5, 10 najboljših profesorjev iz nekega področja za nek predmet, ne. Torej, da imajo študenti na voljo, da poleg predavanj domačega predavatelja, ki mogoče daje večji poudarek na bolj lokalni oziroma pač nekim domačim specifikam neke teme, da lahko poslušajo tudi pač najboljše profesorje na svetu v angleškem jeziku, ne, in to bi bilo lahko na voljo res za ston ali pa pač za izredno majhna sredstva. S tem bi pač imeli vsi demokratičen dostop do res najboljšega vrhunskega znanja, hkrati pa še pač bi bile neke pač specifike oziroma aplikacije na lokalna vprašanja, lokalne probleme, lokalne aplikacije, ne. Torej, ne da se po mojem čisto nadomestiti, se pa lahko veliko teh vsebin vključi preko teh medijskih orodij, online webinarjev, online predavanj in tako naprej. Okej, mogoče res čisto za konec. Ko se umiri ta kriza, kako hitro bi lahko naša država prišla nazaj oziroma presegla predkrizni čas gospodarskega zdravja in moči, pa kaj bi lahko bo kakšnih par takih ukrepov, ki bi jih potem naredila za to, da pride čim hitreje nazaj? Ja, saj te ukrepi, ki jih je vlada sprejela, ne, so smiselni in naslavljajo pač te največje likvidnostne probleme podjetij pa pač tudi zaposlenih, ne. Ja, mogoče to, kar so prej govorila, treba pripraviti to izhodno strategijo, ne, da ko bo nastopil čas, da se ponovno na hitro zažene gospodarska aktivnost, ne. Ocenjujem pa, da bo to trajalo mogoče pol leta, preden bo prišlo do prvega okrevanja, ne. Mi smo odvisni od dogajanj v naših izvoznih partnericah v veliki meri, ne. Tako da mogoče bo prišlo to nekoliko z zamikom tudi do nas, ne. Ampak ja, ocenjujem, da mogoče v drugi polovici leta, če uspešno v naslednjih 2 mesecih zajezimo ta virus, da bo prišlo do okrevanja. Zdaj, glede na to, da ni bilo nekih težav v bančnem sistemu, ni bilo nekih strukturnih težav v gospodarstvu, ne. In če se izognemo prevelikemu javnemu dolgu in pa mogoče pač tem dolžniški krizi na ravni države, v tem nasprotnem primeru ocenjujem, da bi lahko prišlo do hitrega odboja, ne. Ker ljudje bodo imeli presežna likvidna sredstva, pač tukaj se je potrošnja ustavila, dohodki se še vedno bojo v pretežni meri dobivali, ne, tako da lahko bi ljudje hitro začeli trošiti, ne, in to je pa pač tisto osnovni impuls, ki nam lahko zažene. Torej koliko 3 do 5 let, da smo nazaj na predkriznem? Ja, ne. Po moje bomo že naslednje leto lahko v optimističnem scenariju po moje lahko dosegali neko nizko sicer gospodarsko rast, ne. Pač ta odboj ne bo tako velik, ker še vedno, ne, v teh storitvenih sektorjih bo prišlo do neke izgube, ki jo ne bomo mogli nadomestiti, ne, pač recimo turizem, pač ne boste mogli nadomestiti izgubljene nočitve, ne, za prvomajske praznike recimo, ne. Ampak v predelovalni industriji pa
lahko ne nadomestimo, pač zdaj odložimo nakup avta, ampak bo pač to več avtomobilov nakupljenih in proizvedenih v prihodnosti. Ja, razumem. Ok, za danes mislim, da sem povedala kar dosti stvari, oziroma si kar dosti stvari predelal. Tako da še kakšne nove teme pa za kakšno drugo seanso. Tako da hvala ti, da si bil danes moj gost, pa upam, da se čim prej vidimo že na deadliftih prvenstvu. Tako, uživaj. Enako, čau.